Čau! Danes bomo spet začeli s čestitkami. Slovenskemu filmu se očitno pač dobro godi, kljub majhni produkciji, ki jo premoremo. V tekmovalni program 77. mednarodnega filmskega festivala v Cannesu, ki bo potekal oziroma že poteka do 25. maja, se je med 11 kratkih filmov uvrstila tudi slovenska manjšinska koprodukcija Mož, ki ni mogel molčati, hrvaškega režiserja in scenarista Nebojše Slipčevića. Poglejmo, zakaj gre. Vodi ga! Ajde, debeli, ajde! Što to radite? Ja nemam dokumenta. Poleg tega bo Slovenski filmski center na filmski tržnici predstavil tudi novosti nacionalne kinematografije in projiciral 2 filma. Odrešitev za začetnike režiserke Sonje Prosenc in celovečerni dokumentarni film Čentani režiserke Maje Doroteje Prelog. Pri tem gre za ganljivo izpoved dokumentaristke, ki je spremljala smrtonosno bolezen svojega fanta, ljubezenskega partnerja, ki se je, ko jo je premagal, odločil, da bo to proslavil z zelo dolgo kolesarsko potjo po Italiji. Namesto raja pa jo na poti pričakajo ovire tudi na zelo intimnem področju. Režiserka se je namreč odločila vse te trenutke uplesti v zgodbo filma. Kako se počutiš? V redu. Si kaj čustven? Valjda. Eno malo. Nisem pričakovala, da se bom na najlepšem mestu na svetu počutila tako izgubljeno. Sam, kako ćeš planirati life? Ne moreš ga. Ne. Ne ugašati kamere. Ne, hotel sem jaz zdaj po tebi. Ja, oprosti, okej. Mislim, da bi boš ugasnil kamero, oprosti. Zakaj bi ti ugasnil kamero? Ne vem. Vsi ste toliko neki proti meni nastrojeni, da sam fuck off, stari. Kaj je, da je to? In čemu pa vsa ta drama, če je to lepo, stari? Kaj da fuck, da je ljudje? 14 etap po Italiji, 1000 kilometrov in toliko višincev, kot če bi šel 3-krat na Mount Everest. Blažev Giro. S kolesom od Dolomitov do vulkana Etna na Siciliji. To je njegov plan. Še nikoli se nisem tako dobro počutila s toliko velikimi muhami na sebi. Jo, da. To je res. Il cuore matto, che ti perdona tutto quel che fai. In če hočeš kompleksnost pa večplastnost, to pomeni, da ne moram biti kot voda brez oblike, barve, vonja in okusa. Moram biti tudi malo bad guy. Itak da imam to v sebi, vsak ima to v sebi. Ampak tudi ti nisi iz suhega zlata. Veš sama. Fuck it, pač. Veš, brasel sem, lej, karkoli. Veš. In nadaljevali bomo prav tako s slovenskim filmom, natančneje s pogovorom o slovenskem filmu in njegovih žanrih. No, na splošno filmskih žanrih. Režiser Miha Hočevar je v sklopu pogovorov z naslovom ABC scenarnica v organizaciji Društva slovenskih režiserjev na okroglo mizo povabil še 2 režiserja, in sicer Tomaža Gorkiča, ki je ustvaril grozljivki Idila in prekletstvo Valburge, številne kratke filme in videospote, ter Blaža Završnika, avtorja romantične mladinske komedije Julija in Alfa Romeo, ter distopičnega filma Ameba, pa tudi recimo Poti v raj. Kako sta se sploh začela ukvarjati z žanrom? Ja, pri meni je v bistvu šlo zelo slučajno, zato ker pač, ko gledaš ene stvari, te določene stvari intrigirajo zaradi takega ali drugačnega razloga.
In v tem nekem obdobju me je absolutno fasciniral žanr romantične komedije. Predvsem ta korejska produkcija, ki je pač stvari doterala do konca. In ko sem jaz to prvič v bistvu nekako padel v to, mi je tako malo glava eksplodirala, ker sem nekako zaznal, da v bistvu, da so predsodki, ki jih imam do določenih žanrov, ker so mi bili prirojeni na akademiji v resnici, a ne, privzgojeni, se opravičujem, da so v bistvu brez veze in odveč in pol sem začel kopati, no. Ampak že na akademiji si se tam... Ja, sem se veš kako... Prvi si naredil musical, kaj za akademijo res nekaj nenavadnega. Ja. In celo bil uspešen, dobil nagrado in tako. Sam pa si pa zašel v distopijo celo. Ja. Zdaj pa vem, da imaš en scenarij, ki se pa tudi loteva teme, do katere imamo tudi tako ene velika številka Slovencev predsodek. Ja, tudi komisija na SFC-ju. Namreč na scenarnici sem razvil en scenarij za musical, ki je pa žanrsko še bolj specifično Oberkrainer musical, se pravi narodna zabavna glasba pa musical, ta nek kombo. Ja, mislim, ne bom o tem, ampak ko sem glih omenil, komisija mi očita, da ne poznam žanra. Tako da, kakorkoli, no. Hočem reči, da ja, no, ampak recimo v bistvu je prva obsesija, saj romantična komedija pa musical sta zelo tesno prepletena. V bistvu pri večini primerov pravzaprav gre za oboje ali pa za križanje enega in drugega, no. Tako da, tako kot, ne vem, romantična komedija zame, recimo je ta korejska produkcija tam, rečemo temu, ne vem, 2010 plus minus, ki so eksplodirali, ne, je po drugi strani musical, to, kar imam nekako najvišje, najbolj cenim, je ta A-klasa Bollywooda, ne. Se pravi, filmi, ki 3 ure žgejo na polno, plešejo, pojejo, ampak je dodelan, to je obrtniško toliko dobro narejen, da pač dostikrat pomislimo na Bollywood kot tako, ne, to neki tam se grejo, ne. To govorim še o mentaliteti, ki smo imeli do Bollywooda, preden je prišel, ne vem, Slumdog Millionaire, pa to, ki so naredili malo, ki so prišli tudi v našo kulturo, ampak predtem so delali vrhunske stvari, ne. In so določene žanre, po mojem mnenju, v bistvu bolj dodelali kot Američani, no. Predvsem so, ne, Američani so muzikle, se je zgodil nek zaton v resnici, ne. Pa so pol bile neke špičke gor, ne vem, v 80-ih, tu pa tam kaj, ampak veš, Američani so imeli 40, 50, 60, neki, pa je bilo konc. Se isto prvestrno. Ja, tako, no. Oni so pa potegnili naprej. Tomaž, mogoče še za ta uvod, še tvoja, odkot afiniteta, če se temu lahko tako reče, do grozljivke, do distopije. Kako si se v tem znajdel ali pa kaj te žene? Mislim, jaz mogoče to malo drugače vidim, a ne? Mislim, mene predvsem zanima cel spekter umetnosti, a ne? Pa vidim, tudi zanimivo to, kar si ti rekel, ne, da dosti prihaja do nekih teh predsodkov, ne? Ker v bistvu te predsodke v bistvu omejujejo vse skupaj, naprimer, kako si sam rekel, pač greš na akademijo, kjer ti usadijo predsodek pred žanrom. Ker jaz osebno vidim kot nek, ne vem, intelektualni snobizem, nepoznavanje pač umetnosti, s katero se ukvarjaš, mislim, če sem iskren. Ker konec koncev prvi film javno predvajan, ne, recimo Prihod vlaka na železniško postajo, je dejansko grozljivka. Pač ljudje so bežali ven iz kina in zakaj? Ker so se ustrašili, ne, in grozljivka pač je nekaj, kar ne bi te strašili in tako naprej, ne. Ne vem, prvi igrani film, Potovanje na Luno, Mélièsa, je v bistvu pač spet znanstveno-fantastičen žanrski film in če tako pogledaš, v bistvu film je nastal zaradi neke fantazije, se pravi zaradi neke želje, da prikažeš nekaj, kar v bistvu v realnem svetu ni, oziroma posnemaš to, kar je na drugačen način, ne. Tako da jaz, se pravim, jaz tega termina žanr v bistvu dejansko sploh ne razumem, mislim tako po neki tej, rekel pač filozofski plati, ker mi ga tudi dejansko ne morem noben razložiti, ker konec koncev
se tudi, ne vem, socialna drama je žanr. Ne? In zdaj na osnovi česa in kako določeni filmi oziroma pač z določeno vsebino se lahko postavljajo više kot drugi, ja, je to mogoče, če gremo malo, ne vem, politično sceno, to mogoče, ne vem, kakšen fašizem. Se mogoče se to grozno sliši, ne, ampak dejansko je to izključevanje nečesa iz celote. No, mislim, jaz sem tudi hodil na akademijo, pač precej. No, sam navezal sem se pač. Ne. Ampak takrat nisem imel ni bilo nekega občutka to, da bi bil žanr kaj je nekaj slabši, sam noben se ni ukvarjal s tem. No, vsi, ki so bili tam avtorji, so se, najbližje je bil seveda recimo Klopčič z navezavo na Hitchcocka. Ja, sam končal, ker v bistvu je pa to neka določena struja zelo dobro izkoristila in v bistvu žanr postavila kot nekaj manj vredenega. Ne? In to se lahko tudi vidi pač v sami produkciji, nekih določenih produkcij. Ne govorim zdaj o avtorjih, ampak o določenih produkcij, ki ustreza potem, da lahko se pač nekaj financira, ne? Ker konec koncev film brez financiranja je zelo težko, to jaz pa on zelo dobro veva, kako to narediš. Pač jaz nikoli več v življenju. To si najbrž rekel tudi po prvem, pa po drugem. Ne, rekel ampak no. V glavnem, hočem reči, naprimer, da se s tem tudi v bistvu pač je to problem v sami tej neki, rekel, pač politiki, kulturni politiki. Ne? In se da to izkoristiti in dobro zapakirati. Mislim, zdaj mogoče se klesiš, da jaz koga obtožujem ali kakorkoli, ampak pač ni moj namen to, ampak sam hočem pač povedati, da izključevanje v umetnosti, ki naj bi pač bila široka in odprta za vse, je pač napačno. To je pač prirejanje nečesa za določeno smer. Ne? In tako bom rekel tudi, naprimer, če v evropskem filmu, kaj sem govoril o nekih trendih, je pač, ne vem, trend istospolno usmerjene osebe, migranti in tako naprej. In potem, ko gledaš te filme, v bistvu jaz ne vidim neke problematike, ki bi dejansko govorila o nekih migracijah, ki bi to nekaj, ampak je v bistvu pa to samo malo tako not usiljen za to, da neki birokratek da kljukico in to je to. Pri žanrskih filmih, kakršne snema Tomaž Gorkič, smo navajeni velike količine posebnih učinkov. Ustvarjalci se jim včasih izogibajo prav zaradi nizkih proračunov, ki jih država namenja filmom. V seriji Primeri Tomaža Kajzerja smo denimo lahko videli po zelo dolgem času prometno nesrečo, avto se zabije v kandelaber, tako da je šlo bolj za simbolično prometno nesrečo, o avtomobilskih pregonih pa lahko še nekaj časa le sanjamo. Kako pa se torej lotiti posebnih učinkov, če jih vseeno želiš narediti, ampak za to ni na voljo veliko denarja? Obstajajo ljudje, ki imajo do tega, da narediš film in imajo pač te mašine. Da fereš perilo. To je pač oni ure in ure tam ti sklikajo, mislim, ne ure, mesece. No, in pač seveda, pa so rekli pač, ne vem, delam za elektriko, pa to je to, pa ti bomo ne klikali v prostem času. Prisotni na dogodku so jasno izrazili, da takšen način dela ne bi smel biti pravilen, saj nobeno delo ne bi smelo biti podcenjeno, kaj šele neplačano. Ti si pa, to se mi zdi izjemno, a me bi pač ta distopični feeling, čutje pričaral že sam recimo za, seveda igralci, zgodba, vse to, ampak izbira lokacije, ki je tako, voda, kje pa smo to? To je nekaj kamniška, bivša smodnišnica, mislim, že sam s tem, ko najdeš en tak objekt, lahko pričaraš v bistvu neke vrste žanr, kot recimo kost, tema, nekaj, to, kako bi rekel, neko osnovno atmosfero vzpostaviš in tam tja pa nalepiš, pelješ zgodbo gledalce skozi ta okolja, kako je do tega? Ja, mislim, jaz recimo ne poznam teh ljudi, Tam ni nič, tam je vse live posnetek. Ja, nekaj, ki bi si jih poželel. To bo sta tvoj. Ja, boš dal kontakte. Veš kaj, tam je zelo specifično bilo tako, ko sva pisala z Darjotom, to je v bistvu proces bil ta, pač kva imamo. V resnici je bilo tako, mi smo se vprašali, prvič, ja, jasno, kaj hočemo povedati, kak je feeling, to, ampak pol pa, kam zdaj to postavimo, do česa imamo dostop, ker smo vedeli, da pač, mislim, zelo smo bili realistični, da ta film ne bo dobil financiranja. In
In ja, in smo pa rekli, ok, pač tista razpodišnica je bila, tam so snemali že neke videospote, dali se je dostopati, pa dajala je tako atmosfero, ki smo jo iskali. Recimo ena stvar, ki mislim, se brez veze, ampak mi smo snemali ta film v barvah, na kar se je izkazalo, da pač mi imamo to neko atmosfero tega, kako ni vode, pa poletje, pa vsi so ženi, pa je bilo ful vse zeleno. Ker pač ne, mi nismo imeli teh modelov, ki bi to vse pač pobarvali. Je bilo samo tako, te je bil ok, pač jaz lahko to sicer naredim, samo da bomo dali črno-belo, veš. Tako da, hočem reči, da včasih, veš, do kakšnih rešitev prideš tudi tako, ker pač ne moreš drugače. Če govorimo o grozljivkah, srhljivkah, znanstveni fantastiki, fantaziji ali sorodnih filmskih žanrih, je pogosto za tistim, kar vidimo, skrita še kritika družbe. Tako je bilo temu tudi pri Idili. Mene v bistvu bolj zanima slovenstvo, ne, mislim pač Slovenija, pač mi, ki smo tukaj skleje in vse te stvari, se pravi, tako, kot ste rekel, ne, boš delal Oberkrajnere, pač so neke take specifike in pač, ja, Trobec je ena izmed teh specifik, naprimer, kaj se medila, je bila povezana z moja, da sem jo tako videl, pač zaradi kekca. Mislim, zato, ker sem med cel življenje futral s tem kekcem, kekec, dosta je tega kekca, mislim, in... Dajmo biti tam ne. Ja, in sem se v bistvu tudi, konec koncev vse to redko povem, ampak bom pač povedal zdaj, ker smo rekli, ne, pač v bistvu Francelj je kekec, ne, Winkler je pač rožle in Voka prodajalka je slepa mojca. Mislim, sem tudi izhajal iz tega in je v bistvu vse tako šlo in se gre za to, da obračaš pač neke te elemente, ki jih imaš pač v svojem okolju, ker konec koncev je to edina stvar, ki dela to drugačno kot, ne vem, ameriški backwood slasher ali pa ne vem kakšen kod. In mislim, da imaš pač nekaj, seveda pač šnopc, sam alkohol je velik problem v naši družbi, no, mislim, da to vsi zelo dobro vemo. Ampak s tem si recimo šel si Pa poceni. Na Filipine, pa v Korejo na festival, tam nimajo pojma o fucking kekcu, ampak je film vsem bil uspešen, se pravi. Ja, zato ker imel pač ta ameriški izraz obstaja, ki se mu reče pač production value oziroma produkcijska vrednost, ker pa imel ful lepe gozdove, tam so zato so. Mi smo rabili pač, ne vem, 75 vrtnarskih služb, da so to nasadili, pa posneli, ne, pa si šel tja, riskirali, pa tudi nad 1500 ni klopal, tako da, no. Ja, je bilo tudi, ja, ne, mislim, tako, pa tudi fino je bilo, naprimer, takrat mi smo to snemali polet, gore je bilo, ne vem, prijetnih 15 stopinj, v Ljubljani je bilo pa 36, tako da je bilo v bistvu dosti v redu zadelati. No, ampak ja, seveda, ne moreš pa, pač, naprimer, Lotusa je bilo treba kompletno narediti tisto masko in to se pač stvari, ti materiali pač koštajo. Ja. In je pa še zmeraj slejko, da ti ga na mašino naredijo. Ne, v bistvu, da pač uporabiš fizičen efekt. Oba gostujoča režiserja sta bila pri svojih filmih tudi scenarista. Kako sta se lotila pisanja scenarijev? Če vzamemo Potoraj, ki je mogoče nek tak referenčen primer tega, je fora bila v tem, da pač jaz sem čutil, kak film bi rad naredil. Zgodbe nekako ni bilo. Mislim, ni bilo zgodbe v smislu, pač nismo vedeli motivacij, vedel sem, s kom hočem delati in vedeli smo, da pač imamo jadrnico. Tako. In pa je bilo tako, ok, pač ti elementi na mizi in se dobimo preklemno, pa ajdi doma in ajmo zdaj. Aha, z igralcem. Ja, mi smo skupaj to pisali. To je ta, ajda smo nekaj Klemen Janežič, film na jadrnici. No in, ampak, ko si rekel, jaz sem recimo obupen primer nekoga, ki ne zna se študiozno lotiti teh stvari. Jaz ne znam, mislim, ne morem se prisiliti, da bi analiziral nekaj, pa da bi rekel, aha, to je tle, zato ker je to, zato ker to mi ful ne gre. Absolutno se mi pa dogaja, da pač ker toliko in toliko stvari pogledaš, po neki intuiciji začutiš, da bi nekje mogli priti, da verjetno tle rabimo nek preobrat, a veš, in se mi zdi starejši, ki sem bolj znam nekako opisati to, kar čutim, ne znam pa racionalno, pač, a veš, ne znam tega spremeniti v neka pravila, ki bi se jih lahko držal. Tako da ti smo pisali in smo šli nekako skozi, smo zelo postavili lika na začetku
In smo pol speljali zgodbo. V bistvu smo zelo linearno pisali, v smislu, nisem vedel, kak bo konec, ne. Ampak smo samo šli z njima na pot, tudi kot scenaristi. No. Okay, kakšen pa imaš kakšne te rituale ali pa principe pisanja, ok, tle so bili z igralci. Ja. Zjutraj ob 7 kava, Ne. leuno, joj, čez 2 dni je rok, mamila gremo, blablabla, ni drugo Ne, več. ne, jaz sem pred filmom sem študiral arhitekturo in sem bil po mojem edini študent arhitekture, ki ni delal po noč. Jaz ne morem delati v zadnjem trenutku, meni je to toliko na živce mi je šlo, ko smo delali v skupini in pa sem vsi ta zadnji dan in pa sem jih čakal, ker jaz sem ponavadi pol renderja na koncu delal in je bilo tako, dajmo deli, pa sem tako spal zraven njih, zato da pol, a veš, ne maram tega, no, tako da imam neko to rutino, ful prej se lotim, če je kaj za oddati, nikoli ne delam v zadnjem trenutku. Tudi ne delam dobro pod to vrstnim stresom ali pa pač sploh ne pride do tega. Kar se rutine tiče, pa moram priznati, da nikoli nisem vzpostavil. Pišem, ko začutim. Delam ful enih drugih stvari, pa dobim neko idejo, pa grem napisati, recimo. Ja, celo večerc, to je zahteva neko stamino, da moraš ga v eni noči napisati. Ja, absolutno, ampak recimo, jaz sem tudi primer človeka, ki zelo težko piše sam. Kar pomeni, da se zelo težko premaknem naprej, rabim sogovornika. In pa sem ponavadi si iščem sogovornike, imamo seanso, naredimo nekaj, pa se to pol prenese na papir. Pol vsak doma pol vkuca. Tako zdaj recimo neke serije, ki jih razvijamo, na ta način delamo. Se bomo pol mečkrat spet na serije vrnili, da ne pozabimo, ampak Tomaž, mogoče še ti, kako pa ti? Jaz pa čist kontra. Čist kontra. Jaz pa to vse v nulo, po predalčkih, z nobenim ne komuniciram, vse pač si vzamem čas za raziskavo. Mislim, predvsem, ne vem, se to je pač čisto odvisno od človeka, jaz pač film vidim, že preden. Jaz na primer ne znam pisati treatmentov. Jaz pač scenarij napišem, pa na osnovi scenarija treatment naredim. Sej, vsak malo mislim, Sej, dosti ljudi v Rikvrc napiše sinopsis, ker najprej je sinopsis nekaj, pa začneš pisati, pa gre to, drgam. In tudi živiš, ne vem, kaj sem. Se v bistvu to zelo, sploh z ljudmi sploh ne komuniciram, ker se mi zdi, da mi sam škodujejo, zato ker pač vsak bi nekaj, pa to, pa to, pa pač verjamem v ta nek star pregovor, ko se mu reče že pač mnogo baka, kilo vodete. In tudi, na primer, to zelo sovražim, ampak to seveda ne pomeni, da je to za vsakega dobro. Mislim, ko te silijo, da moraš pa z unim, pa s tem, pa s to, pa 5 do unega, pa 3. Seveda, jaz tudi na koncu, ko imam narejen, z nekim skript doktorjem komuniciram ali pa kakorkoli, ampak te delavnice, pa brez zamere. Eni ja, eni ne, se vemo vsi. Umrem. Mislim, ni šans, ne bi mogel, mislim, čisto, pa sem pač probal to, ker sem mogel, zato da sem zadovoljil pač te neke pike na razpisih, se pač udržiti teh raznih delavnic. Ne bom rekel, da je bilo slabo, daleč od tega, ampak pač ni to neka ta moja stvar. Ne. Mislim, predvsem tudi vidim, da je to, ne vem, mislim, ok, veš, govoriš o avtorskem filmu, a na koncu imaš, ne vem, 37 avtorjev v tem filmu in seveda ima vsak svoj pogled in zdaj kaj zares, kako vam to. Jaz mislim, da nekega pravega recepta ni to, mislim, da za vsakega človeka čisto odvisno od njega osebno. Naprimer, jaz bom rekel, kako se mi delo še naprimer pisati, je bilo tako, da sem imel pač nek drug scenarij in sem rekel, leto in sem dal pač tem ljudem, ki so bili potencialni, da bi to delali, sem rekel, super, sem kdo to plačal. Mislim, to je 5 milijonov. Sem jaz skoro smislil, sem res kdo to plačal, ne. Odkje mu ta denar in ljudje pa je rekel, pa daj napiši enega, ko je poceni, ne. No, in sem pač pol napisal enega, ki je bil poceni in to je bila recimo idila, ne. Tako da, jaz tudi mislim, da ni nekega univerzalnega recepta za to, pa tudi vsaka stvar ima nek svoj. Ne more biti isto, no, mislim, ker začenja se pa stvari ponavljati, veš, ker pa to je, če gledaš, ne vem, romantične komedije ali grozljivke, potem vidiš, ne vem, celo plejado enih in istih, zato ker so v bistvu pač v istem principu, po istem ključu narejeni, ne. No, seveda, to je pač tudi del te kapitalistične logike, ne, ker zmeraj je ta copy-pastanje, to vidimo tudi, jaz sem veliko delal v oglaševanju, pa smo gledali te, zdaj je internet, ampak takrat smo šli prav v Cannes, en teden in gledaš 2 uri pralnih praškov, 3 ure avtomobilov, 4 ure super, fak, mislim, meša se ti od ampak seveda so pa biseri vmes,
gledaš to zaradi produkcijskih, vse pač reklame, neka obrti, neka pripoved, whatever, naracija tudi obstaja, glamour, vse živo, denarja je vedno veliko in marsikaj je bilo tako, wow. Potem so stvari zmagale in drug let, točno, če si to spremljal, je bilo teh kopij unih, ki so lani zmagale za popizni, ampak pa se vsi režijo, seveda, to so naredili zaradi, ne, dajmo še mi nagrado, ne boš dolgo, če oponašaš nekaj. Vemo, vsi se strinjamo, seveda to recept ne obstaja, da je recept obstaja, mislijo sam, tako kot je pretekli teden rekel Mandić, Miroslav na pogovoru, to imajo oni, How to write a bestseller in 14 days. Toliko za danes o filmskih žanrih, če se ozremo še v prihodnost, pa naj vam danes predstavimo že prvo prikolico za Kino Otok, ki letos, tako kot Grossmanov festival fantastičnega filma in vina iz Ljutomerja, ki mu bo sledil še en teden kasneje, praznuje okroglih 20 let. Kino Otok bo letos potekal med 5. in 9. junijem na znanih lokacijah po Izoli. Kaj več bo znanega čez dobrih 10 dni, ko bodo na novinarski oziroma novinarskih konferencah v Ljubljani in Izoli predstavili program. Že zdaj pa vam lahko recimo razkrijemo, da bo med festivalom Kino Otok Izola Cinema Izolo obiskal tudi Michele Bernardi, italijanski ilustrator, ki je ilustriral tudi animirani televizijski seriji Pimpa avtorja Francesca Tullija Altana in La Linea avtorja Osvalda Cavandolja. Na Kino Otoku bo imel svojo delavnico, kjer bo na za javnost odprtem delu najprej predstavil izbor svojih animiranih filmov Džuma, Non mi manca niente, Dove dorme la luna di giorno, Gira giro gira gi in drugih. Ob projekcijah bo predstavil izviran animacijski material iz obdobja filmskega traku, snemalne knjige, folije in podobno. Tako da vsi starejši od 9 let se že lahko prijavite na delavnico, na kateri boste skupaj izdelali kratko animacijo s pomočjo pavz papirja in folij. Za otroke bo sicer na Kino Otoku še ena delavnica, ki jo je navdihnila animirana uspešnica studija Ghibli, sanjska pustolovščina, ki se giblje med poezijo in filmom in spominja na psihedelične čase Beatlov oziroma rumene podmornice, kot so zapisali. Imenuje se Široko in kraljestvo vetrov. Muzej Burja iz Trsta se bo temu filmu poklonil tako, da boste z njim lahko vsi starejši od 6 let izdelovali vetrnico, zmaja in avtomobilček na pihalni pogon. Eden od glavnih likov v filmu je pač imenovan Široko ali Široko, kar je pravzaprav veter, ki mu v italijanščini rečejo široko, pri nas pa jugo. Je topel in vlažen veter, ki v severnem Jadranu najpogosteje piha med marcem in junijem, piha enakomerno, spremljajo pa ga oblačno vreme in padavine. Če v pihanju tega vetra gledamo morje, lahko vidimo, da so valovi pravilnejše oblike in daljši kot ob burji, zato se tudi manj lomijo. Ampak kljub temu jugo ali široko povzroči močno razburkano morje. Če pa boste pogledali v ekran, pa boste kmalu lahko videli prikolico za omenjeno animacijo. C'est quoi ça? Je me sens trop bizarre. L'aventure, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie jamais. Mais on va où là? Nous allons chercher la seule personne du royaume capable de vous aider à rentrer chez vous. Tous les mots murmurés dans le creux des oreilles finissent ici, à la limite du monde. Chut, écoutez. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič, naslednjo sredo ob 20. na Megafon TV.